Lepo, da ste prišli. Jaz bom začela z eno zgodbo Shirley Jackson. Začela bom tako. Pred 5 leti sem bila novembra, malo hladneje bilo, torej malo kasneje kot zdaj, na enem snemanju enega kratkega neodvisnega filma, nekje ob meji z Italijo. In zaradi potreb snemanja sem mogla par dni prenočiti na uni lokaciji tam. In zdaj, ker je bila ekipa neodvisno snemanje, so imeli komaj denarja za čaje, piškote in čipse na lokacijah snemanja, tako da nam niso mogli kriti nobenih hostlov in hotelov, seveda. In so me namestili pri enem, samo da se ne bom zmotila, prijateljice enega izmed članov ekipe snemalne. In ta tip, pri katerem sem spala, dejansko ni čisto jasno vedel, kaj počnemo, je pa vedel, da me bo par dni pač gostil, zelo prijazno od njega. In bil je to en moški, malo starejši od mene, zelo duhovit, prijeten, tak fajn, no, in tak temnolas. Spominjal me je v bistvu na enega mojega francoskega ljubimca, s katerim se je zgodba končala že davno pred tem, ne. Ja, in med tem pogovorom sem pač začutila, da ga nekako zabavam, da me tudi rad vidi naokrog, tudi potem v teh dneh, ki so sledili. In sem pa zvedela tudi, da ne živi sam, da z njim živi eno dekle, ki ga bom še spoznala. In to dekle je bilo približno mojih let in zaradi nje je zapustil svojo ženo. In tudi moj francoski ljubimec bi zapustil svojo ženo, če jaz ne bi živela v Sloveniji. In potem sem naslednje dne spoznala to dekle in ime je bilo Helena. Ja, ne hecam se, lepa Helena. In ta lepa Helena enostavno ni prenesla moje prezence v tem stanovanju. Če so bile recimo kakšno pol ure skupaj, ko sem še odhajala na snemanje, me je zelo spretno ignorirala. In tisti večer, ko sem se vrnila domov in sem se spet pač normalno zapletla tam pogovor, ja, kako si, kaj ste delali. In ta gospod je bil, mislim, moški je bil zelo pač prijazen, gostoljuben, nekaj smo se pač zabavali, ona tako samo odšla tiho v svojo sobo, čez hodnik, on kmalu zatem za njo. In sem zaslišala pač iz sobe neko ravsanje, bevskanje, nekaj tako pač mali prepir. Kmalu zatem pa so sledili dokaj glasni zvoki seksa. In seveda lepa Helena ni izpustila priložnosti, da se je potem sprehodila zavita v rjuho do pipe v kuhinji, si natočila kozarec vode in od koder smo jo zelo jasno videla iz tistega kavča v dnevni sobi, kjer sem spala. In takrat mi je namenila en tak zelo dolg pogled. In šele takrat sem se zavedla, kako zelo podobne oči imava. In naslednje jutro sta oba, že lepa Helena in njen moški, zelo kmalu odšla od doma. Jaz pa sem začela snemanje malo kasneje in sem rekla, super, zdaj si bom pa privoščila en zajtrk v miru, prebrala malo revije, Mladino, Dnevnik in tako naprej, tisto, kar je pač bilo tam. In sem šla v kuhinjo, odprla predal in da bi poiskala žlico za jogurt. In prva žlica, ko jo zagledam, je bila ena taka posebna žlica, posebne velikosti, niti ne ta mala, niti ne velika, ampak taka srednja, zelo lepo oblikovana in na koncu držala je imela vgraviranega laboda. In točno tako žlico, prisežem, je meni podarila soseda, ko sem bila še otrok, in z njo sem jedla celo otroštvo vse, od polent, jogurtov, čokolešnika, goveje župe, krompirja, vse. In nisem take žlice videla še, oziroma potem kasneje nikjer, nikoli, torej 25 let. Tudi ta soseda ni imela enake žlice, ni bilo nekega seta teh žlic. In sem si rekla, hecno, ne. Potem pa mi je tako pogled ušel po pultu in sem
ugotovila, da je ta pult tak masiven, širok, lesen pult, prav takšen, kakršnega sem si želela imeti v svojem domu. In na tem pultu je bil domače pečen kruh. Tudi vonja sem se takrat zavedla po domačem pečenem kruhu. Prav tak kruh, kakor ga jaz pečem, in sem ga tudi takrat že pekla. Tak robusten, kvadraten, podolgovat, ki ga daš v tisti pekač za pecivo v bistvu. In potem je bil že malo odrezan in sem si drzala in sem si ga odrezala, sem ga pokusila in bil je prav enakega okusa, kakor moj. Pirina moka, pa verjetno je bilo malo režene noter in povrh posuto semeni. In zraven ob tem kruhu, malo pač kakšen meter stran, je bil en tak pladen, poln jabolk domačih, bila je jesen, različnih oblik, malo je bilo že nagnitih tudi, ali pa malo bolj zrelih, banana, avokado in granatno jabolko, kot da bi gledal moje tihožitje sadno v kuhinji doma. In nad tem tihožitjem je bila stalaža polna doma sušenih čajev s tistimi malimi nalepkicami, ki napišeš na papir ime, recimo Meta, izstrižeš ven in potem tako prepopaš selotejpom gor. Isto je bilo. In takrat sem šla do mojega kavča, vzela fotoaparat in začela fotografirati. Najprej žlico, potem pult, na njem seveda kruh, pa to sadno ploščo, sadno tihožitje, pa čajno tihožitje. In ko sem se obrnila, sem zagledala tako v tem kotu še jedilni kot. In na tem jedilnem kotu na steni je bilo polno risbic zajčkov. Zdaj tisti, ki ne veste, zajček je moja najljubša žival. In sklepala sem, da so te risbice od sina ali pa hčere tega moškega, tega sina ali hčere, ki ga je imel s prejšnjo ženo. In na mizi jedilni je bila pesniška zbirka Žaka Preverja v francoščini. Jaz tudi rada berem Žaka Preverja v francoščini, Nataša ve. In takrat sem se začela zavedati tudi prostora in sem ugotovila, da sem v bistvu v stanovanju, ki ima zelo prostorne, široke sobe, visoke stropove, parket po tleh, vse te stene so obdane s knjigami, policami knjig in kar naenkrat sem se zavedla, da je to stanovanje, kakršnega si jaz sama želim, v kakršnem sem že dolgo sama želela živeti. In sem se počutila kot doma. In potem pol leta kasneje sem se jaz s svojim moškim res preselila v zelo podobno stanovanje. Sicer v Ljubljani, ne ob meji z Italijo, ampak jaz sem tistega jutra, novembra, vedela, da je to dom, ki je moj dom. In tako strašno je biti nekomu strašno podoben. Ko pa se je Emily Johnson enega večera vrnila domov in je opazila, da v njenem predalniku manjkajo 3 robci, se je odločila, da bo zdaj pa morala ukrepati. Zelo dolgo je oklevala, opazila je, da je že nekaj časa nekdo krade stvari in ni hotela nič povedati lastnici, ampak tokrat je pa rekla, da pač je treba nekaj storiti. In sicer na začetku, že zelo na začetku je sumila, kdo bi lahko to bil, zato ker v stavbi v tem samskem domu je bil samo ena oseba, ki je cel dan preživela doma. A potem pa je enega popoldneva, ko se je vračala s terase, ko se je sončila v nedeljo popoldne, opazila, kdo je smuknil iz njene sobe. In takrat je rekla, opala, to bo pa treba urediti. No, in tako se je vrnila domov, si se preoblekla, si skuhala tisto juho iz vrečke, jo pojedla, si umila zobe in šla na pot. Stopila je na hodnik, se spustila na stropje nižje in potrkala na vrata, točno pod svojo sobo. In zaslišal se je en, ja, in Emily vprašala, gospa Ellen, a ste vi? Ja, kar naprej. In potem je Emily vstopila in zagledala je sobo popolnoma podobno svoji. In sicer posla je bila na istem prostoru, ista celota dekca, kamelje barve, potem
ena velika omara za oblačila iz javorovine, pa predalnik iz javorovine, pa okno je bilo na isti strani. In Emily se kar ni mogla nagledati tega in se je obračala in potem zagledala še to gospo, ki je sedela ob postelji na stolu in bila oblečena v tako temno modro haljo. In ko jo je gledala, Emily tako je rekla, mislim, še belolasa je, sivolasa, ampak še vedno izgleda taka gospa in je občutila eno spoštovanje do nje in je kar molčala. Potem pa je rekla, veste, dober dan, jaz sem gospa Emily iz zgornjega nadstropja. In potem je rekla Ellen, ja, sej že večkrat sem vas videla, pa sem vas hotela spoznati, ker se mi zdite tako zelo prijetni. In v tem samskem domu je res težko srečati koga tako zelo prijetnega. No, in Emily je to presenetilo, da je ženska že prej opazovala, ampak potem je rekla, ja, zelo zanimivo, tudi moja soba je zelo podobna vaši, mislim, podobno pohištvo in tako. In potem je rekla gospa Ellen, ja, saj sem že večkrat rekla lastnici, da je škoda, ker so vse sobe tako zelo podobno opremljene, ker se potem človek res ne more počutiti domačno in posebno v nobeni. In potem Emily sploh ni želela vprašati, kako da gospa Ellen ve, da so vse sobe opremljene na enak način. In potem je gospa Ellen ponudila, da se lahko usede Emily na stol, ampak je rekla, ne bom jaz kar lepo na postelji, vi pa ostanite na stolu. No, in sta nadaljevali pogovor in je povedala gospa Ellen, da v bistvu mi je lastnica že veliko povedala o vas. Vem, da imate moža v vojski. In Emily je rekla, ja, v vojski je, jaz pa tukaj delam, sem se preselila v New York in delam, ja, in ga pogrešam in tako naprej. Ampak tole pa vaš mož, ne? In je opazila take slike v okvirih na javorovinovem predalniku in rekla gospa Ellen, ja, to je pa on. Kdo so pa ti otroci? To pa niso moji otroci, to so pa nečakinje moža. Pa tudi moža že 5 let ni več, veste. Ja, zdaj sem 5 let, sem tukaj v tem samskem domu in ja, tako tukaj. In potem je opazila veliko rož, je imela ta gospa Ellen in je rekla Emily, kaj imate radi rože, ne? Ja, to mi je tako prijetno, rožice, krasiti prostor. In Emily je povedala, da tudi ona ima zelo rada rože, da včasih kupi tak velik šopek aster ima posebej rada, ampak zelo hitro uvenijo. In je svetovala gospa Ellen naj uporabi aspirin, zato ker z aspirinom menda rože dlje živijo. Seveda Emily tega ni vedela, ker se z rožami ne ukvarja. Ampak se je raje preusmerila na njen razgled, ki je bil zelo podoben kot njen, samo da ona svojega nikoli ni opazovala. In sicer je bil to en tak zid, sosednje stavbe, požarne stopnice, 2 smetnjaka pa kakšen maček, da se je sprehodil naokrog. No in na tej točki je Emily začutila, da mora pač začeti pravo temo pogovora. Veste, gospa Ellen, jaz sem prišla v bistvu z razlogom sem. Nisem hotela v to vpletati lastnice, ne? Ampak ja, saj veste, lastnica res ni prizanesljiva, če pride do težav. No ja, saj glih zato nisem hotela vpletati lastnice, ampak nekdo prihaja v mojo sobo in veste, pogrešam par stvari. In Ellen je rekla, ja, to je pa zelo neprijetno. Ja, saj sicer ni nič takega pomembnega, par čist cenenih stvari, ampak enostavno nekdo prihaja in te stvari izginevajo in ne bi rada vpletala lastnice in tako. Ja, razumem, zakaj ne, pa vi veste, kdo je. Mislim, na začetku, ja, v bistvu zadnjič sem videla, ko sem šla iz terase, kdo je prišel iz moje sobe. Pa ste kaj rekli? Ne, nisem rekla, ker nisem hotela vpletati lastnice, ampak jaz hočem, da se to neha.
In potem je rekla gospa Ellen, ja, razumem. Ja, neprijetno, kaj ne? Ja, zelo je neprijetno. Saj ni nič takega, saj so same take nepomembne reči, ampak saj veste, ne, se bo nehalo, a ne? In gospa Ellen je rekla, seveda, razumem, upajmo na najboljše. Zdaj pa veste kaj, moram spati, ker jutri, mislim, tak režim imam, moram sedaj počivati, utrujena sem. In sta se poslovili in Emily je zapustila sobo, vesela, da je to storila, z upanjem na najboljše, prepričana v najboljše in odšla spati. Naslednje jutro se zbudi, gre v službo, pride zvečer domov in odpre svoj predalnik in opazi, da manjka zavojček cigaret, pa en par uhan, torej 2 uhana. Emily nič ne naredi, skuha si župo, jo poje, umije zobe in gre spat. Naslednje jutro vstane, si obleče plašč, gre dol v telefonsko govorilnico, pokliče v službo, reče, da je ne bo, ker je zbolela, se vrne nazaj v sobo in čaka, da gospa Ellen zapusti svojo sobo. In gospa Ellen je prejšnji dan tudi zaupala, zato ker je, to sem pozabila omeniti, Emily je tudi vprašala, da jo skrbi, kako da ima nekdo njen ključ. In gospa Ellen je pojasnila, da vsi ključi odpirajo vsa vrata, zato ker so ključavnice zastarele. In tako je tudi naša Emily vedela, da bo lahko prišla v njeno stanovanje. Gre dol, se spusti v sobico, razmišlja, dobro, če me kdo kaj vpraša, zakaj sem tle, bom rekla, sem zgrešila etažo in to je to. Hitro odklenila, vstopila noter, zaprla za sabo, si vdahnila in gledala v tisto sobico, enako kot je bila njena. Dvignila roleto, da se je malo boljš videlo in si rekla, ja, verjetno se mora takole počutiti gospa Ellen v mojem stanovanju. Mal je dober, mal je pa tudi čuden, ne? In potem je začela iskati svoje stvari. Odpre to omaro, tam noter je bila samo ta halja, pa par čist navadnih oblek. Potem pa se je preusmerila kar na predalnik, za hip si pogledala še tisto sliko tega njenega moža. Bil je tak zelo postaven, lep, prijeten moški je izgledal. In odpre predalnik, prvi predal in noter so seveda 3 robci, par uhanov, steklenička parfuma, ki jo je tudi pogrešala, en tak mali slonček iz zbirke porcelanastih slončkov, ki ga je imela, pa zavojček cigaret, pa zraven še eni robčki, Kleenex, pa škatlica aspirina, verjetno za njene rastline, pa par črnih bombažnih nogavic. In potem odpre še spodnji predal, tam ni bilo nič, pa še enega nižje, tam tudi ni bilo nič, zapre nazaj. Potem pa začne preštevati te svoje robce in nekako je bila namenjena, da jih vzame, pobere seboj in gre nazaj gor, ko pa zasliši sabo en zvok. In so se odprla vrata in pomislili, je gospa Ellen je, ne. In zbere tak največji pogum, vdihne in si reče, dobro, zdaj pa moram povedati. In začne, poslušajte. In potem že pride ta njen glas. Ja. In jo Emily zagleda, tam kako stoji med temi vrati, ta sivolasa gospa in razmišlja, a sploh ve, da hodi gor pa dol. Ali pozab. Potem pogleda tisto sliko moža in se zdi, da minevajo stoletja, ko reflektira, da verjetno je bil zelo fajn človek. Verjetno sta bila zelo srečna skupaj, ko sta še bila skupaj.
verjetno ne tle v tej sobici, ampak drugje. Potem pogleda spet njo in si misli, pa kaj bom pa rekla? In kva ona hoče, da ji rečem, ko me na tak damski način ogovarja, ja, prijazno. Kaj za Boga in ji rečem? Imela je tega moža, zdaj pa ima 3 robčke, enega porcelanskega psička, še par drobnarij, te uhane, pa ta pogled na smetnjake, pa na 3 mačke vsak dan. Veste kaj, oprostite, tako sem prišla, sem se zbudila, me je tako zelo bolela glava, pa sem rekla, zihar imate aspirin, ker so se včeraj pogovarjale, pa sem prišla dol. A veste, mislim, tako zelo močno me je bolela glava, da res nisem mogla zdržati, če ne bi počakala, ampak sem mislila, da nekako ne bom motila, da vi ne boste, da vas ne bo zmotil, če pridem. In rekla gospa Ellen, ja, seveda, kako lepo, da se počutite, da me tako zelo dobro poznate. In Emily je cljala še naprej, potem pa no, hvala, zelo ste prijazni, gospa Ellen. Torej lahko vzamem aspirin? In je gospa Ellen vstopila v sobo, šla do predalnika, segla z roko v predalnik, ga do konca odprla, vzela škatlico z aspirini, je dala Emily in rekla, kar 2 vzemite, se za pol ure ulezite in potem bo prijelo. Emily je rekla samo hvala, se obrnila, šla skozi vrata, potem pa je za njo Ellen rekla, pa kasneje bom prišla gor, da vidim, kako ste. Lepa Helena. Zdaj vem, kaj je strašnega v tem biti nekomu strašno podoben. To je strašno. Brez povabila sem vstopila v njeno stanovanje, da bi se stuširala in obrila, ker sem imela naslednji dan snemanje scene, v kateri me golo posilijo. Vse me je spominjalo na sebe v prihodnosti. Zato pravim, da je prihodnost spomin. Posteljnina in kuhinja sta dišali po meni. Potem mi je predstavila še moškega, ki ga je ukradla in z njim živi. Ne zaupa mi. Boji se, da bi kradla jaz. Spila sem vroč čaj, ker me je opazovala in se delala, da mi je pasal. Predmeti in vonji so me opominjali, da sem vstopila v svoje življenje in da lahko počnem, kar hočem. In da me gleda Bog in da me gleda On. Ta ženska je strašna. Ta moški ne ve, da bom jutri odrasla. Ta hiša je moja, ta resničnost je številna, ta strašnost je srečanje, sebe v teme in tebe v teme. Prasklja mi ogenj v možganih, nočem se starati. In če že, se raje ne vem. Koliko jih umre v objemu samega sebe. To je super istočnica, zdaj to na koncu, hvala ti, Anja. To je tvoja pesem, a ne? Ok. To se mi je zdelo pomembno povedati. Pozdrav tudi vam tam v kameri oziroma na drugi strani.
Tukaj nas ni veliko, upam, da vas je tam več. 7 vrst dvoumij. 7 vrst dvoumij je naslov kratke zgodbe Shirley Jackson. 7 vrst dvoumij je pa tudi naslov ene najbolj vplivnih knjig o literarni kritiki 20. stoletja, ki je napisal William Empson in je bila izdana 1930. leta. Dvoumje. Ob tej priložnosti sem šla gledati Fran Picassi. Obožujem Fran Picassi. In SSKJ reče, dvoumje je, ali pa dvoumno, pol se vse, kar se je nanašal, pa samostalnik pa tako, ampak dvoumno, evo se imam napisan, dvoumen, ki se da razumeti na 2 ali več načinov. In tudi Empson, eno od dvoumij, ki ga opiše v svojih 7 delih te knjige, razume kot metaforo. In to se mi je zdelo super povedati za uvod. Zdaj pa ta zgodba se začne v eni ogromni kletni etaži, polni knjig. Police, regali so razporejeni povsod po prostoru in vsak centimeter teh regalov je do konca zapolnjen s knjigami. In knjige so razporejene tudi po kupih po tleh in tudi po mizah. In v enem kotu te kletne etaže je majhno zavito stopnišče, ki vodi gor v zgornje nadstropje, kjer je taka lična knjigarnica, kjer so pač razstavljene trenutne uspešnice, pa katalogi in tako naprej. In ob vznožju tega zavitega stopnišča je taka majhna knjigica z knjižnimi katalogi. Zdelo se mi zelo zanimivo, ker je zraven te mizice svetilka, ki jo prižgeš in ugasneš s potegom na vrvico. To se mi je zdelo tako šarmantno. In vse te svetilke, več njih podobnih, je razporejenih povsod drugod ob teh drugih regalih in eno ima tudi gospod Harris. Gospod Harris je pa knjigarnar in ima tudi svojo mizo v tej kletni etaži. In gospod Harris je trenutno oblečen v plašč, ker je v tej kletni etaži zelo mraz in ima eno stranko. In to je fant, star približno 18 let. Ob enem od regalov stoji in pregleduje knjige. Gospod Harris, knjigarnar, ve za vsak naslov in vsakega avtorja v tej kletni etaži. In zdaj je tišina, samo fant in gospod Harris. In tišina in naenkrat zgoraj zvonček, vrata se odprejo, zaslišijo se glasovi stranke. Fino. In dekle zgoraj v knjigarni reče, kar prosim, pejte dol, po stopnicah spodaj gospod Harris, pa vam bo on pomagal. In gospod Harris vstane za mize, se približa vznožju stopnic, prežge lampico, da bojo stranke videle po stopnicah, a ne? In najprej vidi gospo, ki se spušča po stopnicah in si nadane en tak vljuden nasmešek. In reče, pazite, še ena stopnica je, veste, ljudje nikoli ne vejo, da je še ena. In za njo stopa moški. In ko prideta do konca stopnic, se oba tako razgledata po tem prostoru, ki je napolnjen s knjigami, in moški reče, koliko knjig, in njegov glas zadoni po celi etaži. Gospod Harris pa, kako vam lahko pomagam? Knjige bi, cele zbirke, več njih. Gospa bi se verjetno rada usedla. Gospa, a vas lahko prosim, če pridete, vam odstopam stol in jo pelje mimo teh miz polnih knjig in do svojega stola in ga odstopi gospe in reče, a imate v mislih kaj specifičnega?
In Gospod se zasmeje na glas in neprijetno mu je. Ja, veste, saj mogoče bo trapasto zdaj to, ne? Ampak jaz se ne spoznam na te reči. Na knjige, no. No, vem, da kakšnega sodobnega šunda sigurno ne, bi pa Dickensa, recimo. Kot otrok sem bral Dickensa. Dickensa, reče gospod Harris. Ja, Dickensa, to se mi zdi, in v tistem trenutku se tisti fant, ki je prej listal knjige ob regalu, približa in reče, gospod Harris, neprijetno mu je zato, ker moti gospoda Harrisa med tem, ko s strankami. Gospod Harris, jaz se pravičujem, a lahko še enkrat Empsona, če bi ga lahko pogledal. Ja, seveda, gospod Harris se obrne, zadaj v vitrini, zadaj iz vitrine vzame knjigo in jo da mladeniču in se potem naprej posveti strankam. Ja, reče moški. Moški je bil pa kar zajeten, rdeč v obraz in ta njegov glas je odmeval po tem prostoru polnem knjig, za razliko od gospoda Harrisa, ki je imel en tak tišji, mehek glas in tudi za razliko od fanta, ki je bil vljuden. In reče, ja, Dickens, celo zbirko, recimo bi Dickensa. Potem pa žena reče, ja pa Jane Eyre. Aha, ja pa se jaz imam celo zbirko sester Bronte in taka lepa vezava je tudi. Ja, lepe morajo biti, reče moški. Lepe, ampak tudi take, dobre za brati. In tisti fant se spet približa in vrne knjigo gospodu Harrisu. Še zmeraj je tako dobra. Ja, seveda, če bo šlo tako naprej, boste vi prej prebrali knjigo, prednjo boste kupili, reče mladeniču. In fant se nasmeje iz zadrege in reče, ja, no, upam, da me počaka. In se Harris obrne k strankama in reče, ja, veste kaj, nekoč bo prišel v knjigarno in jo bo kupil in mene bo od šoka konec, ne. In se vsi zasmejejo, gospod Harris vrne knjigo in reče, in moški vpraša, kako pa je naslov tej knjigi, ki je tako dobra? 7 vrst dvoumij, reče fant. Aha. A veste, da jaz tudi kupujem knjige Dickensa? Ja, fino, mogoče vam pa jaz lahko pomagam, a vas peljem do zbirk? In gospod Harris se strinja in reče, ja, no kar pomagajte gospodu, sej, veste, tako dobro se znajde med knjigami, tako kot jaz, ne. In res fant in moški odideta proti regalu, kjer je imel gospod Harris shranjene zbirke. In ta gospod se med mizami premika tako, da ima roke tako nekako čudno ob telesu, da ja ne bi kaj zrušil, kakor da ne bi kaj polomil ali kaj tako, no. In prideta do regala in reče fant, kaj pa cena, a je pomembna cena? In reče moški, pripravljen sem odšteti kar fino vsoto za te knjige, $150–200. Ok, reče fant, pa to je kar nekaj zelo zanimivih knjig, zelo dobrih knjig lahko kupite za to vsoto. In medtem, ko se ona dva sprehajata med regali, je fant temu moškemu naredil seznam. Vzel je svojo beležko pa svoj svinčnik in gospod mu je govoril, kaj ga zanima od tega, kar ima gospod Harris tam, in fant mu je predlagal in sta skupaj naredila seznam knjig. Dickens, sestre Bronte, Thackeray, Meredith. Še eno bi, reče moški, še eno zbirko, ker tele imava več prostora za knjige doma z ženo. Kaj pa Jane Austen, vaši ženi bi bila všeč, predlaga fant. Ja, a vi ste prebrali vse te knjige?
vpraša moški tega fanta. Ja, no, večino. A vi študirate? Ja. A veste, da jaz pa si nikoli nisem mislil, da bo prišel dan, ko bom vstopil v knjigarno in si bom lahko kupil knjige, ki sem jih zmeraj hotel prebrati. Pa ga fant pogleda in reče, to je pa lep občutek mora biti. Ja, a veste, ko sem bil 4 leta, 5 let mlajši od vas, sem moral začeti delati v očetovi delavnici in od takrat naprej garanje in ni bilo časa za take stvari, a veste. In zdaj pa, ko sem bolj pri denarju, sva se pa z ženo odločila, da si bova kupila stvari, ki sva jih že dolgo hotela. Fino, reče fant. Kako je pa naslov tisti knjigi? Še enkrat mi povejte. 7 vrst dvoumja. Aha, razumem, ja. Zelo dobra knjiga je, reče fant. Zelo redka, ampak nimam denarja, da bi si jo kupil. In moški gleda v tla in se napoti proti mizi gospoda Harrisa. In že oddaleč reče ženi, kakšen fin seznam mi je naredil ta fant. In fant potisne čez mizo seznam gospodu Harrisu, gospod Harris ga pregleda in reče, no fino, fant se začne poslavljati, že hodi po stopnicah in reče, a ja, gospod Harris, vrnil se bom po Empsona. Ja, ne moram vam obljubiti, veste, da se razumete, ne moram vam obljubiti, da bo ostala tukaj, a ne, da vas bo počakala, ampak se bom potrudil. Prav, se bom zanašal na to, da bo tukaj, da me čaka. In gre. In reče moški, kakšen fin fant, kakšen bister fant, pa s tako izobrazbo, to se daleč pride, a ne? In reče gospod Harris, ja, res je zelo prijeten fant in toliko si želi tiste knjige, pismo. A bi jo lahko jaz še enkrat pogledal, to knjigo? Reče moški. In ga pogleda gospod Harris in reče, Empsona? Ja, tisto knjigo, za katero se je zanimal fant, ki je šel. In se gospod Harris obrne k vitrini, vzame knjigo in jo da gospodu, ki je prišel kupovati knjige. In gospod jo odpre, pa jo tako preloži na eno stran, pa na drugo stran. Pa jo gleda. A lahko prosim izpolnite še ime, pa primek, pa naslov, da bomo vedeli, kam dostaviti knjige, ga prosi gospod Harris. Ja, seveda. In gospod izpolne in gleda to knjigo. A mislite, da jo bo kupil? Pa gospod Harris reče, kaj pa vem, verjetno ne. Ja, če je ne bo kupil, a bi jo smel pol jaz vzeti. Pa ga gospod Harris pogleda in pripiše knjigo na seznam, zračuna znesek, gospod mu da bankovce, gospod in žena se poslovita, gospod Harris gre za njima, ju gleda, kako odhajata in ko sta bila na vrhu, ugasne luč. To je konec te zgodbe. In ko sem prebrala to zgodbo, se mi je zdelo to en apokaliptičen prizor. In pol sem začela razmišljati o koncu. In tudi Lydia Davis razmišlja o koncu v naslednji zgodbi. In sedi, jaz si predstavljam, da se to tako dogaja, sedi za svojo mizo zvečer, odprt ima računalnik, prazen dokument, kurzor utripa in gleda tako nekam gor in razmišlja, kako bo, ko bo konc. Mislim, kako bo, ko bo ona stara. Mislim pa res stara, ne? Recimo 90 let. Jaz bom stara 90 čez 60 let.
To je ful, to je 60 let. Koliko juga je trajala? 50 let. Se pravi, jaz bom mogla živeti še 10 let več, kolikor juga. Pol bom 90, to je ful. No, in pa sem rekla pismo, ampak Bog ve, če takrat bo sploh starost v taki obliki, ki jo danes poznamo. Mislim, zaradi napredka znanosti pa tehnologije, mogoče starosti sploh ne bo. Mislim, mogoče pa sploh nas ne bo. Prav zaradi te istega napredka in znanosti. Ja. No, ampak sem rekla, pustimo zdaj to. Lydia Davis razmišlja o starosti in si predstavlja, da bo verjeten veliko sama in da jo bo na različnih delih telesa različne stvari bolele, odvisno od dneva, enkrat manj, enkrat več. In predstavlja si, da bo imela že čist oslabele oči od tega tipkanja pa pisanja. Pismo, zdaj sem se spomnila, da verjetno ni imela kompjuterja. No, ampak jaz sem si tako predstavljala. Pusti zdaj to. Jaz sem si tako predstavljala. Moja Lydia Davis ima kompa, ok? No, skratka, ona zdaj razmišlja in gleda tako nekam gor. Skratka, oči lahko oslabijo ali od pisanja ali pa od kompjuterja, je ok. No in zdaj, in tudi verjetno ne bo imela neke koncentracije za ful branja ali pa zdaj televizija, ja ne, gledanja televizije, no, v mojem času, a ne. In pismo, kaj ti ostane? Če si sam, če te stvari bolijo, če nimaš koncentracije, če si že malo slep. Radio, reče Lydia Davis. Radio ti ostane. In sem si predstavljala, da imaš tak rdeč tranzistorček, ki ga neseš povsod, kamor greš, pač, če te kdo kam pelje. Skoraj nikoli ni to, ampak recimo, da imaš tranzistorček. In potem naslednja stvar, ki ti ostane, so pa spomini. Srečni spomini. Spomini, ki te bodrijo, ki ti dvigajo voljo in duha, ko si enkrat 90. In zdaj Lydia Davis zelo usodno razmišlja in reče, ampak koliko sploh jaz imam srečnih spominov? Jaz sem se tudi vprašala, koliko imam jaz srečnih spominov. In zakaj so eni spomini srečni spomini? In reče, verjetno takrat, kadar uživamo, se pol tega spomnimo in iz tega lahko nastanejo srečni spomini. In reče, jaz uživam v svojem delu, pisateljskem delu. In si jaz mislim, ja, jaz tudi rada stojim na odru in igram in študiram predstavo oziroma ustvarjam predstavo ali pa vlogo. Jaz se imam super in uživam v tem. Ne predstavljam si, da bi delala karkoli drugega. In pol si mislim, ampak čaki, zdaj, ko bom jaz 90, pa tam čist obnemogla, a bo to res srečen spomin, da sem jaz nekoč nekje nekaj, sicer dober, igrala. Ma po moje ne, no. In pol reče Lydia Davis, ja, ampak jaz recimo tudi uživam v sladkarijah. In jaz tudi uživam v sladkarijah. Praline z vaniljevo kremo, ko gledaš film zvečer. Ampak zdaj, a bo to res srečen spomin, ko se bom jaz, ko bom stara 90 let spomnila na pralino z vaniljevo kremo? Mislim, ne vem, a je bolj hrepenenje, ker ne moram jesti več praline, ali kaj, ne vem, pa bom pol zoprna. Skratka, in tako naprej, in razmišlja, v katerih stvarih še uživa in reče, ja, uživam tudi v smehu. Ampak smem se ponavadi mračnim stvarem, reče Davis. Ampak verjetno je poanta v tem, da ne pomisliš, da ni iz tega srečen spomin, ker se ti smejiš mračnim stvarem. In tudi ni srečen spomin iz tega, ker se ti smejiš, ampak ker z nekom to deliš. In reče, ok, zdaj imam že en del razmisleka pokritga, se pravi, moj srečen spomin bo, ko bom z nekom nekaj delila. Ok. In reče, ljudje so ponavadi zelo prijazni. A jaz sem pa prijazna do njih in imam praktično dosti
srečnih interakcij, stikov z ljudmi na pošti, v banki in tako naprej. Ampak zdaj, a res z ljudmi, ki jih srečaš tako naključno, bodo srečni spomini? Verjetno ne, verjetno morajo v tvojih srečnih spominih nastopati ljudje, ki so ti blizu in ki bi tudi tebe radi imeli v svojih srečnih spominih. In pol se spomni in reče, ok, recimo, jaz sem razmišljala, kjer bi bili to moji srečni spomini. Sem se spomnila res, ker sem šla svojo najboljšo prijateljico na izlet v Novi Sad in sva se tam pogovarjali o strašnih rečeh, ampak sva si delile nekaj in je bila ta oseba meni zelo blizu in to je že zdaj srečen spomin, jaz še se spomnim na Novi Sad z Nino. Ali pa recimo, če se spomnim, ko sva šle z mojo mamo, moja mama je kar zajetna ženska, krasna, lepa zajetna ženska in sva šli enkrat na celodnevni pohod in sva se zgubili in moja mama je zagnala paniko in to je vseeno moj srečen spomin, ker sem jaz cel dan preživela svojo mamo na pohodu. In potem se spomnim recimo na to, kako sva sestro skrbele za piščančke pri babici in eno jutro sva našli enega, na katerega se je usedla kokoška in potem smo mu naredili pogreb in to je bila strašna stvar, ampak je to zdaj srečen spomin in tako naprej in tako naprej. Ampak si mislim, da če se odtujim od kogarkoli, ki sem ga zdaj naštela, od Nine, od sestre, od mame, da bo ta srečen spomin izbrisan ali pa pokvarjen ali pa uničen. Se pravi, moram nujno skrbeti za to, da ne zbrišem, da ne pokvarim teh srečnih spominov, ki jih že imam. In Lydia Davis nadalje razmišlja, ok, če jaz igram igro, družabno igro z ljudmi, ki so mi blizu, moram nujno paziti, da če se ta igra lepo začne in se obeta srečen spomin iz tega, da dokler se igra ne konča, se ne smemo skregati. In tudi rekla je, da je zelo pomembno, da moramo paziti tudi na to, če se igramo družabno igro z ljudmi, ki jih imamo radi, da se ne bomo enkrat naslednjič igrali te iste družabne igre in bomo nesrečni, ker potem bo ta nesrečen spomin zbrisal unga za nazaj. In naredi sklep. Srečni spomini so torej spomini, so torej dogodki, ki jih deliš z nekom, ki ti je zelo blizu, ponavadi je to oseba, ki tudi tebe želi imeti v svojih srečnih spominih in zelo moraš paziti, da ga ne pokvariš, preden se konča, ali pa da ga pokvariš z nečim, kar boš naredil kasneje. In pol reče, se pravi, moram paziti ali pa moram biti pozoren na to, da nisem prevečkrat sama in da ko sem z drugimi, da nisem prepogostokrat nesrečna. To se mi zdaj ful dobro. Koliko srečnih spominov sem naštela do zdaj? Tako konča zgodbo Lydia Davis. Hvala. No, hvala, Nataša, za iztočnico razmišljanja Lydie Davis. Tudi jaz sem opazila, da ona zelo veliko razmišlja o svojih zapisih, o različnih stvareh, recimo tudi o njenem starem slovarju. In sicer takole pravi: jaz imam doma en zelo star slovar. Tako konkretno star slovar, 120 let varianta. In je zelo bogi že. Ko ga odpreš, potrebujem ga za neko konkretno delo, zato ga imam zdaj na svoji mizi.
In ko ga odpiraš, so njegove strani, njegovi listi že taki rjavkasto rumeni, prhli in vsakič, ko jih obračam, v bistvu tvegam, da jih bom raztrgala. Tako da moram vsakič zelo dobro premisliti, da je sploh vredno, da jih obračam. In vsakič, ko ga odprem, tvegam, da bom raztrgala njegov hrbet, ki je že tako do polovice raztrgan. Tako da moram vedno premisliti, a je sploh vredno za tisto besedo odpirati, ali si raje pomagam na kak drug način in drugače najdem rešitev. Skratka, vedno zelo dobro premislim, ko rokujem s tem slovarjem. In potem pravi Lidija, da zadnjič, ko sem listala potem, uporabljala ta slovar za delo, sem razmišljala, da s tem slovarjem ravnam bolj previdno in bolj spoštljivo kot z marsikatero drugo rečjo oziroma z marsikom drugim. Naprimer, svojim sinom. Ker recimo sinom, pri sinu recimo, jaz ne pazim, da ga ne bi poškodovala. Ne? Pri slovarju zelo pazim, da ga ne bi poškodovala, ker nekako potem se tega ne da vrniti nazaj. Pri sinu pa mi je ponavadi v prvem planu marsikaj drugega. Recimo to, ali je naredil domačo nalogo, kaj bo jedel za večerjo, ali bom dokončala telefonski pogovor, preden bo on nekaj rabil. In na ta način v bistvu velikrat tvegam, da bom nekaj narobe naredila. Ne? In marsikdaj sem ga že poškodovala. In mogoče je razlika s slovarjem v tem, da je slovar v bistvu zelo vidno krhek. Ne? Vidiš tiste liste, kako se lomijo. Moj sin pa ni krhek, recimo, ko maltretira našega psa ali pa ko meče cunje po tleh, ko noče jesti, ko ne naredi domače naloge. Ni, njegovo telo je pač tako krepko, močno in lahko se brani. In prav to, da se brani, ne, je na nek način problem, ne, ker potem Lidija razmišlja, da verjetno ravno zato, ker se njen sin upira, zato z njim ravna tako manj spoštljivo, ker stvari, ki se ji ne upirajo, z njimi pač ravna zelo previdno. Recimo rastline, ne? Rastline se ji tudi ne upirajo. Rastline potrebujejo dve stvari, svetloba, voda. In svetlobo zadostiš že tako, da jo postaviš na neko svetlo mesto, to je to, potem voda je pa druga stvar, jih je treba zalivati. Lidija pravi, da jih ne zaliva zdaj tako dobro in da zaradi tega tudi zelo slabo uspevajo in so tudi na nek način zelo grde. Ne? In potem razmišlja, da je mogoče to ta začaran krog. A veš, ko ne zalivaš rastline, je grda in potem jo še manj zalivaš, ker nimaš motivacije, da bi jo zalival, in ugotavlja, da verjetno slabše skrbi tudi za stvari, ki niso prijetne na pogled. Torej, stvari, ki se ne upirajo, ki se upirajo, ki niso prijetne na pogled, ampak njen sin, recimo, bi moral biti fajn, tudi če ni prijeten na pogled ali pa če se upira, ker konec koncev je človeško bitje. Ne? Ali pa recimo pes. Ne? Sej pes je recimo, ker potem razmišlja, da mogoče pa je bolje ravna s stvarmi, ki niso žive, zato ker se ne upirajo, zato ker so na nek način prijazne, ampak tudi ta pes, ne, recimo, tudi kdaj ga udari, tudi sina recimo, da sinu je tudi že zadala kakšno modrico, ampak to se je pozdravilo, tudi recimo kakšno prasko, ampak to se vse pozdravi, stari slovar se pa ne pozdravi. In tudi recimo, če čustva raniš, sicer to je bolj težko videti, ali raniš čustva ali ne, ker se nekako ne vidi na zunaj, ampak vseeno se zdi, da se zacelijo. Sploh pa otroško bitje je tako, ne. Otrok, pa dokler smo mladi, to je vse tako, čez noč se stvari pozdravijo. Zdaj star slovar 120 let, ne samo, da ni živ, ampak tudi star je, to pa ne gre nazaj. In tudi pes na nek način se lahko ozdravi. Sicer je veterinari sicer priporočajo, da jih ne mahneš po smrčku, ampak včasih je to treba narediti, če pač pes nagaja. Tako da recimo tudi na tej točki
Lidija lepše skrbi za svoj slovar, kot pa za psa. No in potem nadaljuje, da, a smo še v etru? Ja. Da recimo je tako, da mogoče pa rada skrbi oziroma spoštljivo ravna stvarmi, ki niso žive zato, ker do njih ni treba vzpostaviti odnosa. Ker potem ne rabiš skrbeti za to, ali so prijazne do tebe, ali si ti prijazen do njih. In zato, ker se ti ne morejo opirati in ti se na nek način ne moreš opirati njim. Ker recimo nežive stvari so samo tam in nimaš nobene odgovornosti do njih. Vse, kar je, se na njih nabira prah, ampak tega lahko obrišeš, celo lahko koga najameš in plačaš, da jih obriše. Zdaj za sina pa ne moreš najeti nekoga, da ga obriše, pa da ga umije, pa ne moreš se izogniti, da bi mu dal pozornost. In tudi potrebe so problem. Stvarmi, s katerimi, mislim, z živimi osebami imaš odnos, imajo določene potrebe. In recimo že rastline imajo dve potrebe, smo ugotovili, dve potrebi. Pes ima hrana, voda, sprehodi, čiščenje, prenočišče, malo več, 5, 6, 7 potreb. Sin ima poleg tega, da je treba skrbeti za njegovo telo, za izobrazbo, za vse ostalo, še milijon nekih potreb, ki so različne, ki se kar množijo, delijo, spreminjajo, včasih sredi stavka se zamenjajo, včasih celo ve Lidija, kaj je ta potreba njenega sina, pa ugotovi čez 5 minut, da je mislila napačno stvar in da v resnici je potreba nekaj drugega in da se je popolnoma zmotila in je v bistvu ranila svojega sina, ampak seveda računa, da se bo to vse zacelilo. In je to dokaj naporno, ne? Ampak kljub vsemu si reče Lidija, kako lepo, da imam ta slovar. Če ne bi imela tega slovarja, se teh stvari sploh ne bi zavedla. In mogoče bi morala včasih s svojim sinom ravnati točno tako, kot ravnam s svojim 120 let starim slovarjem. In sicer slovarjem rokujem počasi, premišljeno in nežno. Upoštevam njegovo starost, z njim ravnam spoštljivo, preden ga uporabim, se ustavim in premislim, poznam njegove omejitve, ne spodbujam ga naj gre dalje, kot je zmožen iti, in večino časa ga pustim kar pri miru. In se mi je zdelo, nekaj časa sem govorila o prvi osebi, nekaj časa o drugi, mislim o tretji kot Lidija. In se mi je zdelo, kako lepo. Da lahko nekdo kljub temu, da ima opravka z neživo stvarjo in se zaveda, da živimi počne slabo, v bistvu iz neživega odnosa se nečesa nauči. No, to je Lidija Davis. Je bila Lidija Davis, to ste...
Tako da pravzaprav bo ta pogovor, čeprav ga bom nekako usmerjala jaz, pričela Ana, s katero sva se včeraj ob 9. zvečer uro pogovarjali o tem, kako fin bo ta pogovor, predvsem pa o tem, kako ga zapeljati. In je Ana prišla na precej fino in genialno idejo, ki ste jo lahko nekako zaznali že v teh zgodbah, ki ste jih pripovedovali Anja in Nataša. In sicer veliko je bilo govora o strašnosti, o neprijetnosti, o nelagodju. In prav nelagodju smo se nekako odločili posvetiti to debato, ker je strašno veliko nelagodja v teh dveh zbirkah, takšnega in drugačnega. Pa bo morda Ana za začetek povedala, od kje sploh ta ideja in zakaj. Pa to je bilo v bistvu en tak preblisk, ko sem poskušala dobiti te skupne točke med obema knjigama, ker v končni fazi tudi to je treba povedati. Nelagodje se uresničuje na različne načine, gre vseeno za dve zelo specifični, zelo posebni avtorski pisavi. Ampak tisto, kar se mi je nekako zdelo zanimivo, je mogoče to, da to nelagodje sem na nek način zaznavala na dveh ravneh. Na ravni samega žanra kratke zgodbe in na neki vsebinski ravni. Zdaj recimo čisto na kratko, položaj literature in s tem seveda tudi kratke zgodbe. In tukaj v tem konkretnem primeru ameriške kratke zgodbe se je v 20. stoletju seveda precej spremenil. Naletela sem na en zanimiv podatek, pa zdaj ne bom znala točno avtorja citirati, tako da, evo, že prvi zdrs. Ampak ta teorija, naj bi se, kratka zgodba ne bi bila v 19. stoletju v Ameriki predvsem neke vrste, kako se temu reče, zapolnjevanje časa. Nekaj, kar ne bi predvsem služilo hitri zabavi zaradi tega, ker je bil življenjski ritem tak, da so se neprestano selili in tako naprej. In potem v 20. stoletju z razvojem filma je pa film prevzel to vlogo in kratka zgodba je počasi začela zapadati v neko nemimetičnost, v nek stilizem in kar se mi je zdelo še posebej zanimivo, v nasprotju s filmom, kratka zgodba naj bi težila k temu, da se konflikt na koncu ne razreši. Ne? Da torej ta konfliktnost ostane odprta. Tako da to je bila, to, da se konflikt ne razreši, je v bistvu že samo po sebi, se mi zdi, en tak nelagodni moment. Ne? No, na drugi ravni, na vsebinski ravni, recimo, da postanemo zdaj še malo bolj konkretni in se dejansko dotaknemo obeh knjig, o katerih danes govorimo. Vsebinsko nelagodje se mi zdi, da se uresničuje pravzaprav recimo pri Shirley Jackson njen osebni odnos do sveta oziroma odnos posameznika, ženske v 50. letih 20. stoletja do družbe. Tukaj je po mojem potrebno tudi izpostaviti to navezavo Shirley Jackson na tradicijo ameriške gotske književnosti, kaj ne? To so se prej s Tadejo pravzaprav pogovarjali, kako je ta gotska književnost zanimiva, zato ker živimo v istem prostoru, ampak nekdo med nami ni to, za kar ga imamo. Je nekdo drug in kar naenkrat ta nekdo drug začne počasi kazati svoje prave barve, svoje druge barve. In recimo zgodba Loterija se mi zdi, da je kar značilen primer tega. No, imamo torej ta v bistvu precej romantičen konflikt na ravni posameznika in družbe. Pri Lidiji Davis pa se mi zdi, da ta konflikt izvira predvsem, oziroma to nelagodje izvira v bistvu v odnosu posameznika, ki se čuti neustrezen do sveta. Ti liki Lidije Davis so v bistvu zelo zanimivi, zato ker začnejo zelo samozavestno svojo zgodbo in so prepričani, da vse vejo in da bodo lahko zlahka razložili, v čem je problem. Ampak potem bolj kot razlagajo, bolj se zapletajo, bolj postajajo zadeve čudne in nenavadne in neobičajne in kar naenkrat se začne človek spraševati, o čem pravzaprav zdaj govorimo na tej točki. In se mi zdi, da je predvsem ta notranji občutek, ki se pač kaže na tak način. Ker tudi še eno nelagodje tukaj, jezik je ves čas zelo umirjen, zelo natančen, zelo izbrušen, ampak pripoved pa ves čas divja malo po svoje. Tako da to so bila ena taka izhodišča. Glede jezika se mi zdi, da je zanimiva paralela, tako kot je že Ana rekla, med
med Shirley in Lidijo. Stephen King je pa je v eni svojih predgovorov, to veš, ker sva brali isti intervju, zapisal, da to knjigo pravzaprav posveča Shirley Jackson, ki ni bilo nikoli treba povzdigniti glasu. In to se mi zdi taka zelo lep pravzaprav stavek za opis točno tega. Pa morda zdaj Tadeja je namreč Shirley prevajala tako loterijo kot tudi hišo, ki jo lahko najdete tam, roman z enim najbolj slavnih uvodnih stavkov. In sicer tem, da noben živ organizem ne more dolgo preživeti v območju, v pogojih absolutne resničnosti. In to je še nekaj, kar lahko vežemo na nek način na nelagodje, torej kam se umikamo v času ali pa na polju nelagodja, in temu se bomo še malo pozneje posvetili. Zdaj mogoče še ena taka zanimivost glede na to zgodbo loterija, tudi naslovno zgodbo te zbirke. To je zgodba, to tudi lahko sicer Tadeja bolje pove, ampak to je zgodba, ki je bila objavljena v New Yorkerju. Zgodba, jaz me bom malo pokvarila konec in tudi vam se opravičujem, ampak pravzaprav zgodba nekega takega mestnega rituala, ki se konča z javnim kamenjanjem tistega, ki je pač za to tisto leto izbran. In to je zgodba, ki je, ko je bila objavljena v New Yorkerju, pravzaprav naletela na izjemen odziv. Oni so takrat dobili največ pisem za neko fikcijsko besedilo, fiktivno besedilo, kot kdajkoli prej in kdajkoli potem. Avtorici so grozili smrtjo, to je bila pač velika reč. Tako da na to neko bralsko nelagodje se bomo tudi še pozneje navezali. No. Ampak mogoče za Tadejo, za začetek, liki Shirley Jackson so na nek način pravzaprav liki nelagodja. Imamo veliko samljenih žensk, razočaranih gospodinj, žen, veliko tujenih, občutljivih posameznikov. Kako se ti zdi, da se to sklada v to neko tradicijo, ki jo je omenjala Ana? Ja, res je. V večini gre za ženske, ki so nekako na pragu prehoda v odraslost, ki so ranljive na tak ali drugačen način, in groza, ki jo one doživljajo, se nekako često dogaja v območju doma. In pravzaprav v vseh teh zgodbah bolj ali manj očitno domačnost predstavlja največjo grozo. To je lahko domač vrt, ki nekako odraža psiho neke junakinje. Ampak v bistvu bi se vrnila k temu posvetilu Stephena Kinga, ki pravzaprav velja verjetno za najbolj znanega pisca grozljivk v zdaj 21. stoletju. Pa ga poznamo predvsem kot ta njegova groza, mogoče tista najbolj znana je pač, so to pač serijski morilci, klovni, neka zelo oprijemljiva. Zato to posvetilo je nekako skoraj samokritika njegova, ker pač bi se rekla, da njegova proza vsekakor povzdiguje glas, Shirley ga pa ni, ga ni bilo treba. Tako da ja, se mi zdi, da je pri njej groza vedno med vrsticami, tisto, kar je neizrečeno. Predvsem so pa te situacije, v katerih se znajdejo njeni liki tako prekleto vsakdanje, obisk zobozdravnika, nakupovanje v knjigarni, predvsem pa vedno privreta to, kar bi lahko imenovali zlo, iz nekega povsem nepričakovanega mesta oziroma nepričakovane osebe. Ja.
Zdaj, če si omenila obisk zobozdravnika, jaz moram izpomniti eno obljubo, ki sem jo včeraj dala Ani, in sicer, da bomo se bežno dotaknili tudi Lucije Berlin, ki sem jo pred leti prevedla. Anja je pa dejansko potem to zgodbo o njenem dedku zobozdravniku, ki ga nekega dne ona obišče in si začne sam puliti zobe in si sam izdelovati protezo, potem tudi pripovedovala, tako da imamo nek tak lep lok, ampak to, zaradi česar je Ana želela, da omenimo tudi Berlinovo kot neko, še ta zanimivost, da je pravzaprav Lydia Davis v zbirki kratkih zgodb Lucija Berlin potem dodala spremno besedo, tako da se nekako lepo poveže, ampak ta razlika v nelagodju je tisto, kar smo pravzaprav želeli izpostaviti, in sicer to, da je, včeraj sem ti rekla, da je nelagodje pri Berlinovi kot vroč krompir, ki ti ga porine v roko in potem ne veš, kaj bi z njim in ga mečeš naokrog in pol ponavadi odvržeš. Ampak da je ta razlika med nelagodjem, ki ti ga nekdo dejansko porine v roko brez vsakršnih orodij tega, kaj potem počneš s tem, in da je to zelo direktno, zelo on the nose, če pač lahko malo angleščino uvedemo v ta pogovor, ampak da je pa razlika pri Davis in pri Jackson prav to, kot si ti rekla, da se to navadno dogaja med vrsticami, da je to navadno zamaskirano v nekaj drugega, tako kot je Anja prej rekla, v nek razmišljujoč diskurs. To so sploh pri Lydii Davis neki okruški zgodb, bolj neki nastavki, neki razmisleki, in da se v teh medprostorih dejansko dogaja to nelagodje. In tukaj se morda navežemo na ta zamolk, na ta molk, ki je pravzaprav prisoten pri obeh avtoricah v zelo, zelo veliki meri. Ne samo v tem, ker si ti rekla, da je to potem nekaj, kar lahko bereš med vrsticami, da se tukaj notri veliko stvari zgodi, veliko stvari se potem nakaže v teh zamolkih, kot smo slišali prej, ampak tudi to privede do nekega efekta tujosti. In to je to, kar smo prej že omenili, da je fascinantna stvar, da so za Lydio Davis pravzaprav velikokrat rekli, da so njene zgodbe takšne, kot da bi ljudje brali prevode, kot da bi šlo za prevode, da nekaj ne štima, da nekaj ni prav. In ti si prej že omenila to gotiko in ta občutek, da imamo posameznika, ki je na videz povsem običajen, ampak nekaj ne štima. Zdaj, Lydia Davis je bila sicer tudi prevajalka, ona je prevajala iz francoščine, prevedla Prusta, tako da je ta navezava še bolj fascinantna, ampak me pravzaprav zanima, kako vidite ta moment tujosti v njunih delih, razlike, podobnosti, katera bo začela. Začnem jaz. Ja, v bistvu se mi zdi zanimivo, ker to, ko omenjaš, to je v bistvu na nek način ta šklovski pa efekt potujevanja in tako naprej, ker v zgodbah Lydie Davis, ko sem prej omenjala, da začnejo te njene pripovedovalke večinoma tako zelo samozavestno govoriti o tem, o predmetu, o katerem želijo govoriti, potem pa kar naenkrat zgubijo rdečo nit, zato ker bolj kot predmet skušajo obrazložiti in bolj natančno, kot ga želijo z jezikom opredeliti, bolj se jim ta predmet izmika in postaja nekaj popolnoma drugega. Tako recimo v tej zgodbi o starem slovarju pravzaprav. Ta je zelo zanimiva zaradi tega, ker začne se zelo vehementno, na nek način. Zgodba o starem slovarju, ravnajmo spoštljivo s starimi stvarmi, zato ker nosijo v sebi, sledove preteklosti in pričevalci zgodovine in tako naprej. Ampak bolj kot ta predmet primerja z vsemi ostalimi stvarmi, naprimer, ko predmet začne preslikovati na žive stvari, pa ne samo na rastline in na živali, ampak tudi na ljudi in konkretno na njenega sina pravzaprav. Se tukaj zadeve tako precej zabrišejo na nek način. In vse to zgodbo se lahko razume tudi na ta način, da na ta način neke splošne občutljivosti pravzaprav, prebujanje občutljivosti v človeku, občutljivost do sočloveka, občutljivost do stvari na več ravneh. Ampak je pa mogoče čisto rahlo neprijetno, vsaj meni je bilo v branju te zgodbe čisto rahlo neprijetno, ko sem pomislila, da pravzaprav gre pa vseeno za primerjavo objekta s človekom in na nek način se človek s tem
postane enakovreden objektu in da je objekt konec koncev vendarle deležen dosti večje pozornosti in večje ljubečnosti mogoče kot človek. Tako čisto, kako naj rečem, vse je odvisno od neke perspektive, s katero vstopamo v zgodbo. In te zgodbe so dobre tudi zaradi tega, ker razpirajo to, kar ne bi vsaka dobra zgodba pravzaprav naredila. Naj bi razpirala več različnih nivojev branja, več različnih interpretacij in tako naprej. Tako da recimo, toliko glede Lidije Davis na hitro. Če si dala primer, zdaj, če smo že pri teh podpomenih ali pa različnih pomenih, se mi zdi lep primer tudi Božja sodba. Ker tako, zdaj, Anja, ti, kot si jo pripovedovala, se mi zdi, da je krasno, ker zelo, zelo lahko izzove ta nek občutek sočutja in sočutja do sočloveka in razumevanja in tako. Hkrati se mi zdi pa, da ta podton, ki ga kaže, je pa tudi neko nelagodje, ki vodi v nezmožnost ali pa celo v neaktivnost. To, da se ti iz nelagodja umakneš na način, da pač se na nek način predaš. Čeprav je to lahko tudi sočutna in razumevajoča pozicija, ampak to so ravno te neki podpomeni ali pa razslojeni pomeni, ki si jih omenjala, ki se pa seveda v veliki meri najdejo tudi pri Jackson, tako da mogoče Tadeja, kako ti vidiš to razslojenost in pa potem tudi to tujost, ki smo jo omenjali. Ja, mogoče še opomba k tej Božji sodbi. Angliški naslov zgodbe je Trial by Combat, kar je v bistvu pravni termin, ki je bil v uporabi v srednjeveških časih, pa še tudi potem pozneje. Sicer, ko se sodišča, sodniki, razsodniki niso mogli odločiti, kdo v sporu ima prav, so stvar prepustili Bogu na ta način, da sta pač se stranki v nesoglasju v bistvu pomerile v dvoboju. In pač zmagal je tisti, ki mu je dal Bog prav. In tudi v slovenski pravni terminologiji imamo to ohranjeno kot Božja sodba. Zato ta razlika pravzaprav v prevodih, ampak pomen je enak. Tako da ta naslov je zelo dober namig na to, kaj se dogaja v zgodbi. Gre za spopad. In Emily vsekakor izgubi ta dvoboj. Ampak da se zdaj vrnem k tej tišini in tujosti. Mogoče najboljš, da omenim pač kar naslovno zgodbo, Loterijo. Ti si že povedala, Pija, da se dogaja v nekem malem mestecu, da opisuje nek čudaški ali pa tudi ne ritual, ki naj bi se tam odvijal vsako leto. In ta ritual je loterija. Vse je videti zelo prijetno, bliža se poletje, ljudje se prijazno pozdravljajo, kramljajo, gospe si povejo, da so pomile posodo in tako naprej in da so možje razcepli drva. Skratka, otroci se igrajo, šola je pozabljena, krasno je. In loterija gotovo obeta nek fantastičen dobitek. Ampak hkrati pa se čuti neko tako malo je sumljivo, da se ne pove, kaj je ta dobitek. In na koncu se izkaže, da v bistvu tisti, ki bo izžreban, je v bistvu določen za grešnega kozla, ki bo pač deležen javnega kamenjanja za dobro letino. In ne pride pravzaprav do opisa tega kamenjanja. To ni potrebno. Moment groze v tej zgodbi je, kako se ti meščani spreobrnejo, takoj, ko je grešni kozel določen. Ni več pozabljeno je klepetanje o počitnicah in pomiti posodi. Tako je, ok. Kamne v roke,
so si jih pripravili že prej, čist veseli. Ne. Ja, celo, prosti, da prekinem, res celo samo en tak humoren uložek, da boste videli, da ni pa vse tako, mislim, vse smo jim rekli, da sta mojstrici, ne, tako da znata zelo lepo tudi ton ubirati vmes, ko se to dogaja. Ko že kamenjajo to Bogošeno, ena soseda, drugi reče, da kaj se oberaš, no da pa beži ta kamena, se boš malo zmigala, ne vidiš, le več ljudje čakajo in tudi potem je ena taka dober umesen del, ko se dva pogovarjata in rečejo, kaj s to mladino, pač veš, da bi na severu kar opustili loterijo, pač vedno smo imeli, more biti, pač kaj se dogaja s temi mladimi, ne, tako da se mi zdi, da točno to, no, to variranje tona je sjajno. Ja, absolutno. Pri njej je vedno nek pridih nekega humorja. No? Mislim, da je to ne vem, nek mehanizem preživetveni. Ne? Ampak vsekakor je neka tako zelo pretanjena študija človeške narave. Zanimivo je v bistvu, nekaj mesecev nazaj je prvič izšla zbirka avtoričinih pisem in zdaj po malem to prebiram. In eno je zelo zanimivo, kjer avtorica odgovarja nekemu bralcu, ki jo je povprašal o tem, kaj je strah in česa se bojimo. In mu je ona tako zelo modro odgovorila, da se nekako moda spreminja v strahu. Ne. Včasih so se bali čarovnic, pa pošasti, pa tako naprej. Da tisto, kar se pa ne spreminja, je človeška narava. Ne. Vedno iščemo tujca, čarovnico, coprnico, ki je pač tuj iz takšnega ali drugačnega vzroka in to je potem nek izgovor za strah in pač za to, da se razrastre najstrašnejše v človeku. Ja, upam, da sem s tem približno. V bistvu, jaz bi sem to dodala, mogoče malo konteksta Shirley, če boš ti povedala, če se motim, ampak mislim, da se je ona imela za zelo strastno amatersko čarovnico. Ja, absolutno. Celo imela je precej znamenit spor z enim uglednim, imenitnim urednikom, ki mislim, da njenemu soprogu ni podaljšal neke pogodbe ali kakorkoli in si je potem na smučanju v Švici zlomil nogo in je rekla, da je za to ona poskrbela. Tako da, ja, je imela vsekakor tako zelo. Mislim, pa se je drugega ni preostalo. No? Mislim, nekako so ji kar pripisali, se sem v spremni besedi tudi omenila to, v bistvu, ko je loterija izšla, ena najbolj znanih recenzij takrat v njej je pisalo, da gospa Jackson ne piše s peresom, ampak z metlo. Ne? Tako njo so vedno povezovali s to podobo čarovnice, ne, mislim, kakaj zdaj neka ženska piše to o nekih strašnih stvarih, gotovo je čarovnica, ne, mislim, pač z vso negativno, hkrati pa pač ta metla povezuje z neko vlogo gospodinje, pa tako ne, nekaj, česar se je pravzaprav Shirley Jackson, kot kažejo dnevniški zapisi, vse življenje pri sebi utepala in je bila zagrenjena, ker pravzaprav njenega pisanja niso nikoli jemali tako resno, kot si je ona želela. Tudi s platnicami je bila zelo nezadovoljna, ker so bile vedno zelo senzacionalistične. Ne. Ampak se mi zdi, da je pol na neki točki tako s tem svojim humorjem pač si rekla, ok, ne. Pa si dajmo duška. Ne. In meni se to zdi fantastično. No. Si želela dodati? Ja, v bistvu, ko smo že tukaj omenjali tolikokrat to naslovno loterijo, pravzaprav ta zgodba tako fino deluje, ko jo enkrat prebereš in jo potem začneš še enkrat brati in kako hitro opaziš,
da že na začetku prva stvar, ki se pojavi, je ta podoba, da se zbira kamenje. Pa ni točno jasno zakaj, ampak samo nekdo tam veselo kopiči to kamenje na kup. In potem na koncu seveda se vloga tega kamenja razjasni in to. Tako da tukaj se mi zdi zanimiva tudi pravzaprav konstrukcija zgodbe, ne? Način, kako je zgodba sestavljena, pristop k temu, kako uvedeš nek navidez neškodljiv vsakdanji element, ki potem zadobi neko popolnoma. To je tudi dediščina gotske literarne tradicije. Pa tudi recimo pri Božji sodbi v končni fazi ni to na nek način spet vračanje k motivu doppelgangerja, se pravi tega dvojnika. Ja. Ne, pravzaprav. Sobe so itak iste, ti dve sobi sta isti, ti dve ženski tako ali drugače postaneta podoba druge, ne, pravzaprav. Tako da je ta element sovražnosti, ta element, ko ne rečem, grozljivega, nelagodnega, tukaj mi zelo svobodno, ne tako malo s temi pojmi upravljamo, ampak načeloma, in to je zato, ker so ti pojmi sami med sabo zelo niansirani in zelo povezani znotraj teh zgodb, se mi zdi. Ampak skratka, ja, ne, ta ideja doppelgangerja, se pravi, ne izvira zmeraj ta groza iz nečesa zunanjega, iz predmetov, iz družbe in tako naprej, ampak je lahko tudi nek del tebe pravzaprav. In tako je recimo v romanu, ne, v Hiši na hribu straši, seveda, kjer je hiša tudi na nek način pozunanjenje, more biti te notranjosti glavne junakinje. Ja, absolutno. Isto sem hotela omeniti. Ja, v bistvu je ta prestop, se mi zdi, bolj očiten v romanih, da groza ni več, izvir groze ni več družba, ampak pravzaprav posameznik sam. In ja, hiša, v kateri naj bi strašilo, je pravzaprav dvojnik glavne protagonistke. Ne. Tudi tam pač se mogoče dogajajo malo bolj oprijemljive stvari, zdi se, da so tam neki duhovi pa neki glasovi, ampak na koncu se izkaže, da se je vse dogajalo bolj ali manj samo protagonistki in ni pojasnjeno, ali se je res kaj čudnega dogajalo, ali je samo ona pač doživljala nek čustveni zlom, no. Ker pač nekako preboleva materino smrt, nezdrav odnos že tako za časa življenja z mamo. In ja, pa se nekako tu preslika v njen odnos s hišo, spet ta hiša kot dom, ona si ves čas tudi ponavlja ta Shakespearov pot drži v objem ljubečine in je zelo nekako jasno nakazano, da pač se ona nekako v to hišo, kjer naj bi strašilo, ne, pravzaprav podaja kot v dom, ker je to tisto, kar je domače, ne domače, tako. Unheimlich domače. Unheimlich domače. Zdaj, ti si omenila prej to krasno preigravanje tona pri Jackson, ti si omenila to sjajno konstrukcijo zgodb pri Davis, pa se mi zdi, da se lahko zdaj nekako ustavimo še pri tem zadnjem nelagodju, ki smo si ga zastavili za dan pogovor, ki je seveda nelagodje bralca ob nečem takem. Zdaj, to bi seveda lahko označili za neko precej ne mainstream oziroma precej eksperimentalno literaturo, ko pride do kratke zgodbe. To ni nekaj, kar ti prvo stvar, ki ti jo predlagajo, ko greš v knjigarno, pa prosiš za kratko zgodbo, ne boš dobil teh dveh. Zato na nek način tudi ta večer, ampak stik bralca oziroma bralke s takšno literaturo je velikokrat odklonilen. In na nek način, in to smo se tudi včeraj že pogovarjali v smislu tega bralskega nelagodja, je to vezano seveda tudi na to, kako prekleto dobro skonstruirano te zgodbe so, tudi na to, kar si ti rekla prej, Tadeja, da je pri Jackson in seveda tudi pri Davis
pravzaprav ne gre za neko pointiranje ali pa za neko moraliziranje, ampak res za razpiranje človeške narave in da se je s tem seveda blazno težko soočiti, pač raje ne. In da je za nekaj takega potrebna zelo, zelo dobra konstrukcija. Tako da, če izhajamo iz tega bralskega nelagodja, pa gremo v to, kako je to skonstruirano. To, kar je zanimivo, sam še to povem, potem pa vaju nekaj vprašam, to, kar je zanimivo pri Lidiji Davis je to, da je pravzaprav začela pisati to, ko je bila s svojim takratnim fantom, ne, se nista bila poročena, s Paulom Austerjem, sta bila, Lidija in Paul, ko je bila s takratnim možem s Paulom Austerjem, prav tako pisateljem v Parizu in je on cele dni pisal čez dan in super mu je šlo in odlične stvari je delal. Ona je pa sedela tam za mizo, pa ni šlo, pa probala je pisati neke klasične zgodbe, take, ki bi bile njenim staršem in prijateljem všeč in videla je, da je to absolutno, mislim, da ji sploh ne gre in da ni njena stvar. In potem je zašla v polje absurdistične poezije. In je prebirala pač absurdistično poezijo in se je zdelo, to je pa super, to pa lahko tudi jaz delam. In je začela zelo sistematično in zelo, v bistvu zelo rigorozno in sistematično je potem začela pisati zgodbe, ki so nekako vključevale ves ta absurd in so to grotesko in tudi na nek način potem so to gotiko, ki jo vidiš pri Jackson oziroma tradicijo tega. Celo ko so vprašali Paula Austerja, pač kako je to izgledalo, je rekel, jaz sem pač sedel za svojo mizo in pisal, ona pa je prinesla list, pa je imela napisan, jaz moram danes napisati 6 čudnih kratkih zgodb in to je potem tudi naredila. Tako da v bistvu zares pri Davis pa boš tedaj potem povedala, kako je pri Jackson, pri Davis Ana gre zares za nek izredno skonstruiran pristop do to vrstne literature. Ne? Tukaj recimo je še, ko si že začela s to anekdoto, francosko anekdoto in tako naprej, tukaj je zanimivo tudi, da je v tistem času Lidija Davis veliko prebirala Becketa, Kafko, kar predvsem Becketa, in naj bi si zapisovala kakšne fraze, ki so se ji zdele še posebej dobre. In potem verjetno se je tam porodila ta ideja, pravzaprav ta poezija, ki si jo prej omenila, to je ta objet trouvé oziroma found poetry, se pravi, da neko stvar, ki že obstaja v zunanjem kontekstu, prestaviš v nov kontekst. In Lidija Davis, na primer, je skozi leta razvila en zelo zanimiv princip delovanja. Pravzaprav gre za metodo. Tudi ko govori o tem, ko daje drugim nasvete, kako pisati, ima writing habits, navade, nekaj, kar je metodično, kar je sistematično, česar se je mogoče priučiti in tako dalje. In to je izjemna pozornost do okolice, izjemna pozornost do detajlov. Zmeraj baje, tako sama pravi, nosi s sabo eno malo beležko in si zapisuje stvari, ki jih sliši ali pa kakšne stvari, ki jih vidi, kakšne posebne oglase. Tudi zanimivo, v tej zbirki imamo zgodbo o Marie Curie, ki je v bistvu sestavljena v celoti iz kratkih odlomkov enega baje precej slabega francoskega romana, ki ga je Lidija Davis prevajala in si je rekla, to je tako slaba zgodba, da jo lahko naredim boljšo in je potem po svoje sestavila ključne odlomke in zgodba je po mojem definitivno boljša od izvirnika. Ampak to je ta princip delovanja, pravzaprav ta sistematičnost, tudi bližina s poezijo, seveda, ker poezija naj bi bila zgoščena, izčiščena in tako naprej. In seveda, ko ti nek določen objekt ali eno določeno frazo vzameš iz prvotnega konteksta in ga prestaviš v nek drug kontekst, to avtomatsko ustvari nek občutek absurdnega, zato ker stvar ni tam, kjer bi morala biti, ampak se nahaja nekje popolnoma drugje. In to je po mojem tudi eno tako, en tak, kako naj rečem, potujevanje, ki potem lahko vzbudi nelagodje ali pa tudi zanimanje v končni fazi. Sej nelagodne stvari znajo biti tudi zanimive pravzaprav. To je bila zdaj istočnica, nelagodje, ki bo peljala v zanimivost. Ponazoritev na primeru. Mislim, Shirley Jackson zagotovo ni
tako strukturirano načrtovala v formalnem pogledu pripovedi, je bila pa zelo, ker pač enostavno ne gre za enak pristop k literaturi oziroma pisanju zgodbe, ampak vsebinsko je bilo pa vse zelo načrtovano in napisala je, oziroma imela je eno precej znamenito predavanje za mlade pisatelje na univerzi, nisem povsem prepričana, ampak mislim, da je bil naslov Česen in literatura. In tam je nekako govorila o pravilnem doziranju groze oziroma nekih motivov v zgodbo, da ne prevladajo preveč, ne tako kot če daš preveč česna jedi, ampak ja, če podrobno, če natančno bereš njena dela, prepoznaš določene motive, ki se kar naprej ponavljajo in mogoče postanejo grozni, strašljivi šele, ko jih v vseh teh kontekstih opaziš. Pri zgodbah je mogoče najbolj prevladujoč takšen motiv pravzaprav lik Jima Harrisa, ki se nekako skoraj da v vseh zgodbah pojavi tako nepričakovano, pa enkrat je eno, enkrat je drugo, enkrat prinaša slabo, enkrat dobro, enkrat pač nekaj vmes. V bistvu gre za lik iz škotske ljudske balade o demonskem ljubimcu, ki nekako prinese pogubo mladi deklici, in si ga je nekako sposodila tam in ga pač presadila v sodoben čas. In ja, in ko je pisala pravzaprav tudi 24 ur na dan. Bila je tudi predvsem zadnjih 10-15 let življenja precej agorafobna, tako da niti ni zapuščala hiše in tako naprej. In še ena znamenita anekdota je, da je mož na neki točki zaplenil pisalni stroj, ker pač hiša ni bila zadosti pospravljena. In ja, mislim, najbolj grozno je pa, da seveda on je bil profesor in je tudi sam napisal precej znamenito esejistično zbirko, ampak hišo in vse posestvo sta kupila z denarjem od njenega pisanja in tako naprej. Ampak ja, hiša je pa vse mogla biti pospravljena, ne pa da gospa po pisalnem stroju zmetla udriha. Torej je lahko tudi groza zelo dobičkonosna. Ne, ampak veš, zato potem se pa ljudje čudijo, da so ženske pisateljice pisale o nelagodju, a ne? In zdaj, če smo nazaj pri nelagodju, jaz bi samo za konec še enkrat omenila Berlinovo, ker sem potem včeraj, ko sem Anji obljubila, da jo bom danes omenila, šla brati svojo spremno besedo, ki sem jo svojim spominom, Nataša svojim spominom seveda že pozabila, in ugotovila, da je v Berlinovi en sijajen stavek, ki se glasi: prav nič ti ne bi škodil, če bi ti bilo včasih malo nelagodno. In glede na to, da smo danes razkrili, kam vse lahko vodi nelagodje in kaj vse lahko prinese in kakšne vse so njegove poti, jaz v bistvu nam vsem želim in vam tudi, da bi nam bilo včasih malo bolj nelagodno. Se mi zdi, da nam ne bi škodilo. Jaz bi se pa samo še zahvalila vama, pa vama, to se pravi Anja, Nataša, tedaj Ana, hvala vam, ki ste poslušali tukaj v živo in prek spleta. Ta cikel v bistvu pogovorov o ameriških literarnih mojstrih in mojstricah se bo še nadaljeval, čaka nas še 4 ali 3 pogovori pravzaprav, bomo videli, kako bo izgledala jesen, tako da se še vrnemo z drugimi finimi Američani. Če bi radi brali Shirley in pa Lidijo, pa vas, Špele sicer zdaj le ni, ampak vas pa jaz tam pričakam, tam zadnja miza s knjigami, pa se lahko vidimo tam, če bi ju želel kdo odnesti domov. Mislim, pospravljale vam ne bodo, ne? Ampak mogoče pa kaj drugega. Tako da hvala vam. Hvala.